Svojim babicam, ne, mogoče mlajši, gledajte, babi ni tak, ne more ti doben vzeti penzije, ne, tu če Janša prijeti ne vzel penzije, ne, penzija še bo povečala k večjemu, mislim, da je to prva prava desna vlada v zgodovini. Gremo v smer, kjer se bo očitno delalo za ljudi in jaz mislim, da je to edina pravilna smer. Ne? Prvi dan 20 ljudi tam protestira, oprostite vsem dolžnim spoštovanjem do teh 20, največ je bilo novinarjev pa policajev kot tistih 20 pijancev, ki so se pač tam bili z rusko zastavo, s palestinsko zastavo, samo slovensko, ne. Minister Mesec je bil fascinanten, ko je govoril, da je on v bistvu ta, ki je tako nizko spustil brezposelnost. Ne, pač vsi potrebujemo delavce. Tako je trenutno naravnano. Ne. Tisti, ki delajo več, tisti, ki si zaslužijo, bodo s tem nagrajeni. 200% prepričan, da ta vlada bo najbolj operativna do zdaj in bomo pokazali rezultate, ne. Bomo pokazali rezultate, vemo, pričakovanja so ogromna. Živijo, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Po desnem pasu. Za nami je pester teden, tako da bova danes z Lukom, mojim gostom, predsednikom Slovenske demokratske mladine, malo pokomentirala, kaj se je dogajalo. Torej, Luka, zdaj imamo zaslišanja so za nami, vlado imamo, torej, kakšne so zdaj tvoje pričakovanja glede te nove garniture? Ne, jaz mislim, da imamo, prvo hvala za povabilo, ne, jaz mislim, da imamo eno najbolj operativnih vlad v zgodovini Slovenije, ne. Ogromno ministrov je v bistvu delovno aktivnih, se pravi, da so res seznanjeni s problematiko, ogromno je take, ki mislim, da so na svojem področju najboljši strokovnjaki, ne, kot se recimo dr. Ignacija Fridljar, Polona Rifl, potem Monika Kirbiš-Rojs na koheziji, ne, jaz mislim, da definitivno gospod Tone Kajzer, ne, mislim, da se je res zbrala ena močna ekipa okoli predsednika Janeza Janše, ne, tudi pri hearingih smo lahko videli, ne, da ogromno tudi pričakovanega programa nad katerimi kandidati, ampak zgodilo se je ravno obratno. Ne. Gospod Tone Kajzer na zunanji politiki, ker je tudi prišel sam premier Golob, ne, so vsi pričakovali, da bo to verjetno najbolj napetih sej, ampak Tone Kajzer s svojim diplomatskim znanjem in strokovnostjo, ne, mislim, da prepričal tudi Golobove poslance, ne, da so se glasovanja vzdržali, ne, da tudi sam Golob je na koncu rekel, da pač kandidat glede na predstavitev primeren, ne, in da se bo oni vzdržali, ne, in mislim, da je to dokaz tudi tega, kako širok spekter znanja ima Slovenska demokratska stranka in nova koalicija, ki prihaja, in bo pa sigurno izzivi, ne, bodo izzivi te vlade, ogromno dela čaka prihajajočo vlado in verjamem, da vse nas okoli, ki smo v to vpeti, ne, jaz pravim, da med kampanjo smo res garali, da smo si zagotovili te glasove, zdaj pa moramo te glasove upravičiti, ne, in čaka na 4 leta res delovne vlade, mislim, da je gospod premier, ne, gospod Janez Janša že ima mednarodne obiske, ne, se pravi, da on je človek, pri kateremu se dela 24 ur na dan brez počitka, ne, in tudi to bo pričakoval od svojih ministrov, ne, ker to marsikdo pozablja, ne, zdaj smo imeli takega Kaviar Levičara za premiera, ne, ki je bolj užival v tej funkciji, ne, ni kaj preveč dosti garal, ne, zdaj pa res dobimo garača, ne, na to funkcijo, nekoga, ki se na stvari spozna, ne, in jaz mislim, da bo v mesecu dni narejeno že ogromno stvari, ogromno premikov, predvsem se veselim prvih 100 dni te vlade, ker jaz mislim, da prvih 100 dni mora biti najbolj operativnih, največ zakonov se bo pokazalo, predvsem pa je izredno pomembna ta večina, ki jo ta vlada uživa in v bistvu brez kakršnih kolih problemov v parlamentu sedaj gredo stvari skozi, ne, in očitno res nismo blizu neke manjšinske vlade, ampak predvsem trdne vlade, ki ima 51 poslancev, ne, tistega enega še koalicija išče, predvsem na levem polu, oziroma če se bo pridružil v klopeh, se pravi desnosredinskih poslancev, in jaz mislim, da je to prva prava desna vlada v zgodovini Slovenije in jaz mislim, da smo res na dobri poti. No, na teh hearingih smo zdaj v bistvu slišali ene par takih zelo močnih izjav ministrov, kaj bojo naredili, ne vem, za šolstvo smo slišali, da ne bo več ideologij v šolah, potem smo, ne vem, za infrastrukturo smo slišali, da se bo zdaj po noči izvajala dela čim prej. Se pravi, gremo v smer, kjer se bo očitno delalo za ljudi
In jaz mislim, da je to edina pravilna smer. No? Ja, se mi zdi, da gre predvsem v smer, da se ljudi sliši. Ne? Se vsak normalen človek, ko pogleda avtoceste, si reče, joj, zakaj ne delamo zvečer. Ne? In tudi ta vprašanja so ministri odgovarjali. Ne? In tudi dr. Rončević, ne? Ki je tudi strokovnjak na svojem področju, mogoče ga prej nismo omenili zaradi teh palete ljudi, ki jih imamo. Ne? Vsekakor, ne? Tudi izredno moder na hearingih, ne? Neutralna šola, ne? Kaj pa je druga, če ni neutralna. Ne? Če te, kaj bomo potem imeli šolo, ki je usmerjena v LGTB, usmerjena v neko revolucijo. Ne? In se mi zdi, da imamo res končen ljudi, ki se res poznajo na svoje področje in to je ključno, ne? Da znali bo odgovoriti na vprašanje ljudi, ki si jih vsi zastavljamo. Ne? Tudi recimo eno od ključnih vprašanj na šolstvo, ne? Kako rešiti, prvič smo slišali ministra, da se o tem dejansko pogovarjamo, ne? Je to, da starši hodijo z odvetniki v osnovne šole, ne? In neke take stvari so osnove, kjer moramo ustaviti, ne, oziroma katerih se prvi vrsti moramo začeti pogovarjati. Ne. Tudi zanimivo je bilo, ne, ko je tudi gospod dr. Rončević pametno tudi rekel, ne, ogromno problemov imamo ravno v osnovnih šolah, ne toliko v visokem šolstvu, ker smo nekako navajeni, da so bili neki problemi z univerzami in tako naprej, ampak tam avtonomija samih profesorov ni tako ogrožena, kot pa je to v primerih osnovnih šol, ker pa je res ogromno pritožb ljudi. Ne? In jaz mislim, da je to vlada, ki bo predvsem poslušala teren in probala teren reševati, ker tudi kampanja je bila tako nastavljena. Ne? Kampanja je bila nastavljena s koalicijo, z volivci, se pravi predsednik vlade Janez Janša, ne, še prej kot vodja opozicije, ne, obiskoval kraje, obiskoval različne kraje, ne glede na vas, ne glede na veličino, ne, je SDS, tudi mi z kombijem, v našem kombiju smo šli v bistvu vsako vas slovensko, ne, in tu se predvsem razlikuje ta vlada od prejšnje. Ne. Razlika, strokovnost in predvsem poslušalo se bo vsakega slehernega človeka v Sloveniji. Zdaj, jaz recimo, ko razmišljam o tem, kaj bo ta vlada naredila za ljudi, mene vedno skrbi, ker imamo zdaj tak deficit glede javnih financ in kako se bo v bistvu zdaj to reševalo, da ne bo pol pred naslednjimi volitvami pa bilo slišati, da je pa Janez Janša vzel denar pač javni upravi, ne? Ja, ne, pač javne finance so, jaz prihajam iz ekonomske stroke, ne, zdaj javne finance so dostikrat ideologija, ne, kako jo kdo predstavi, ne, definitivno glavna skrb te vlade mora biti, da naredi vitko javno upravo, ne, ki tudi je usmerjena ciljem, ne, da tako smo videli zdaj, ne, odhajajoča vlada praktično noč in dan samo zaposluje, ne, nabira kadre, ki jih v javni upravi ne rabimo, ne, in predvsem to vitka javna uprava in to, da bodo ljudje plačevali davke, ker bodo to hteli. Čeprav se to smešno sliši, ne? Ampak če si ti preveč obdavčen, ti ne vidiš smisla, zakaj bi še nadaljeval z nekim biznisom, zakaj bi se še ukvarjal s tem, zakaj bi dal neko dodano vrednost, če na koncu vse pobere država. Ne? Če bomo mi ljudi obogatili, da bojo imeli več, bojo z veseljem dali davke, plus tega bojo z veseljem tudi še več zapravljali, ne? Zato ker to je krožni tok denarja. Ne? In ko to poveš levi strani, je to praktično groza, ne? Da se sploh o tem lahko pogovarjamo. Ne? Jaz sem tudi veliki zagovornik pavšalov, ki jih tudi Avstrijci imajo, zdaj mogoče za gledalce, če ne vejo, kaj je to. To se recimo, če vi gledate na tržnico, branjevkam in tak naprej, ne? Pavšal se plača neke določene vrednosti, nek mesečni znesek, ki ga plačaš, ne glede na prodajo, ne? Se pravi, ti plačaš nek pavšal, plačaš državi in potem v bistvu delaš za sebe, ampak ti se čim prej probaš priti do tega cilja, ne? Da boš čim prej, ne boš rabo več v bistvu plačevati države, kakorkoli to gledaš, ne? In ljudje se želijo še več prodajati, še več dati na trg, ne? Ker jim več ostane, ampak to je krožni tok, ker vedno se pobirajo davke glede na kaj kupimo v trgovini in tak naprej, ne? In več se bo porabljalo, več davkov tudi pobere država, ne? Ampak tako logiko nekdo na levici izredno težko razume, ne? Če znižaš davek, v bistvu lahko dobiš več v blagajno, ni to dosti krat, ne, levičarji predstavljajo, ja, če pa zdaj nižji davek, ne, pa bo takoj deficit, ni res, ne. Tu se dosti krat zgodi, da se potrošnja poveča in avtomatsko dobiš ti več v blagajno, ne, in jaz mislim, da ravno s takim pristopom se moramo tega lotiti, je pa res, da so zdaj finančni trgi težji, kot so bili pred to vlado, ne, to je bilo obdobje debelih krav, ne, kjer so vsi praktično, vse delnice so šle v nebo, to ni kriva ta vlada, ampak pač mednarodno okolje, ne, tudi zaposlenost, ne, recimo minister Mesec je bil fascinanten, ne, ko je govoril, da je
on v bistvu ta, ki je tako nizko spustil brezposelnost. Ne, pač vsi potrebujemo delavce. Tako je trenutno naravnano. Ne? Če se zgodi naslednje leto gospodarska kriza, bomo mogli odpuščati, se to ne bo zgodila ta vlada, ampak pač mednarodno okolje. Ne? In enako se je zgodilo v tem primeru. Ne? Pač mednarodno okolje potrebuje delavce, delovne sile je vedno manj. Ne? In ravno tu je treba iskati rešitve. Ne? In jaz se tega ne bojim, ker tudi imamo izredno močnega ministra na tem področju. Petič se že vrača na Ministrstvo za finance, gospoda Šircla. In prav je, se mi zdi, da imamo ravno v finančnem stebru strokovnjaka, ki pozna področje in se že soočal z večjimi situacijami v življenju. Ne? Se pravi, on, ko se bo vsedel na ministrstvo, bo delal od dneva 1, ne? Se pravi, ko v četrtek prevzeme se pravi mandat, uradno tudi mandat, ne? Mislim, da bo vlada operativna in se bo na Ministrstvu za finance točno vedelo, kaj morajo paziti, kakšni trendi se pričakujejo in predvsem, kje so področja, ki moramo še dodatno ukrepiti. Ja, oni v bistvu zelo zavajajo, sploh glede teh javnih financ. Recimo mene zmot, ko oni recimo rečejo, ja, smo zvišali davke, tako kot si ti rekel, bomo imeli več v blagajni, ampak niso pa povedali, da so pa oni tudi porabo zvišali teh davkov, ne? Da so zapravljali na raznih potovanjih in delovna mesta so širili in tako naprej. Po drugi strani pa tudi velikrat, ko bojo javnemu sektorju vzeli. Ne, sej ne bojo eni učiteljci, vzgojiteljci, kakorkoli temu osebju, ki mi seveda mislimo, da ga rabimo in da ta osebje mora biti dobro plačan, ker imajo velike odgovornosti. Ampak ne bomo pa ustvarjali novih delovnih mest ali pa tik pred mandatom slučajno glih nekoga za nedoločen čas zaposlila, ne pač v tem smislu. Ja, to si nekdo ne zna predstavljati, nekako javna uprava zgleda, ne, se tudi recimo indeksi naše produktivnosti, ne, recimo koliko je vsak državljan produktivno na delo, ne, smo mi pod evropskim povprečjem. Ne? Zakaj? Ravno zaradi tega, ne? Ker če vi greste na upravno enoto, vsem dolžnim spoštovanjem do vseh, ki tam delajo, ne? Ampak žal tega kadra tudi tam toliko ne potrebujemo. Digitalizacija je ogromen del tega, kar bo marsikatero službo moralo prekvalificirati in tega se treba zavedati. To je proces, ki je povsod po svetu. Ne? Marsikdaj se mi delamo, da smo nek izoliran otok znotraj celotnega sveta, ne? Ampak če se vsi digitalizirajo, tako javna uprava kot marsikatera področja, moramo se zavedati, da tudi mi se bomo mogli začeti s tem ukvarjati. Ne? In jaz pravim, to so tako imenovane, če se recimo kako mesto potem ukine oziroma ga več ni, se prekvalificira znotraj javne uprave, tako tu je brez veze strašenje, ne? Zanimivo je bilo tudi strašenje pri učiteljih, ne? Kjer so pred koncem ful čudno naredili neko prekvalifikacijo, ne, se pravi, da tisti starejši so lahko dobili večjo plačo, tisti, ki pa so začetniki, profesorji, učitelji, ki bi pa ravno potrebovali neko spremembo, ne, pa se to ni zgodilo, samo višji kader, ne, in potem njihov govor je bil, ja, gledajte, ta vlada je zdaj to naredila narobe, ampak dajmo voliti zdaj spet njih, ker če bo Janša prišel, sploh se ne bo s tem ukvarjal, mi pa vemo, da smo to naredili narobe in bomo to popravili. Ne. Se pravi, ne volite za tistega, ki je tak naredil napako. Ne. In ravno jaz mislim, da ta vlada bo predvsem postala v ospredje mlade in meritokracijo. Ne. Tisti, ki delajo več, tisti, ki si zaslužijo, bodo s tem nagrajeni, ker moramo vedeti, nagrajevanje v javni upravi tudi mora biti, eni ljudje so boljši, eni ljudje so slabši in tega se moramo zavedati in tu je treba določiti dejanske cilje uspešnosti, se pravi, kako se to dodeljuje, neke cilje, ki so KPI-je, ki so univerzalni in tako bo, jaz mislim, da tudi celotna vlada delovala, ne? In moramo se zavedati, nekateri še enkrat so bolj uspešni in te treba nagraditi, nekateri so manj, nekateri več delajo, nekateri manj delajo, ne? In potem to je tudi odvisno od življenja, jaz pravim, ne? Nekateri imajo prioritete družina, to nekaterim je prioriteta služba, ne? Logično, pač si dobijo več, ne? Nekateri je družina, več uživajo, več doma in tako naprej, ne? In to je treba spoštovati, ne? Kakorkoli obrneš in tu pač strašenje bo iz leve strani, ne, predvsem pri upokojencih, ne, moramo vedeti, da upokojenci so še vedno 50% volili Gibanje Svobodo in mislim, da bo to njihov glavni motor, ne, opozicije, upokojenci, ne, strašilo se bo, ne bo za penzije, kar že zdaj slišimo, ne bo za penzije, ta vlada bo naredila to in ono, ne, in se mi zdi, da predvsem tu je smešno, ne, kako zna dobro manipulirati tudi Radio Televizija Slovenija, ne, in ravno to jaz mislim, da bo področje, kjer bo oni najbolj manipulirani. Ne? In jaz res apeliram na vse, ne? Da tudi pomagajo svojim babicam, ne? Mogoče mlajši, gledajte, babi ni tak, ne more ti dobem vzeti penzije, ne? Tudi če Janša prijeti ne vzel penzije, ne? Penzija še bo povečala kvečemu, dobili bomo še dodatno pokojnino, ne? In tudi za te ljudi, ki so pomagali graditi državo, bo poskrbljeno. Ne? Čeprav se to vedno straši, ne? In ker ko pride grozni Janša, pa gre penzija, to absolutno ni res, ne? Ampak lahko z nekim orodjem, ki se mu reče RTV,
to dosežejo. Ne. Kaj pa recimo, kako pa ti boš tudi zdaj poslanec, ne In kako recimo vi, ki ste v državnem zboru, sprejemate to, da so ljudje vam dali glas, ne? V bistvu zdaj vi za ljudi zagovarjate določene stvari, ne? Ja, no, jaz bom čisto iskreno povedal, kako je to, ne. Moramo vedeti, imamo dva tipa poslancev, ne. Se pravi, če ne še več kot 50% poslancev postanejo poslanci tak, da so slučajno na listi, ko v nedeljo pridejo rezultati, vidijo njihovo ime na 24 ur in je postal poslanec. Ni delal nič, ni hodil med ljudmi, postavil par 3 plakate in naenkrat je postal poslanec. Izredno težko je takemu človeku dopovedati, zakaj sploh tam sedi, ne, in recimo ravno pri Gibanju Svobode se to dostikrat vidi, ne, ker oni niso vključeni v lokalno okolje, ampak predvsem v državnem zboru modrujejo, ne, kot modreci, ki so jih tam izvolili ljudstvo, ne, ampak doben ni volil direktno njih, ampak so volili Gibanje Svobodo, praktično Roberta Goloba kot prvi obraz, ne. Enako podobno je tudi na desni strani, ker ne smemo reči, ne. Je pa res, da so poslanci SDS-a dosti bolj vpeti lokalno okolje. Jaz še vedno pravim, da nekje do 5-6% lahko neko ime na listi premakne stvari, ne. Je pa res, da je to izredno težko, ne, zato ker moramo več, če se nekdo ne bo strinjal z SDS-om, tudi če bo kam tak drugo ime, ne verjamem, da bo obkrožil SDS, ne, čeprav, ker se pač ne strinja, ne, bo pač volil Svobodo ali kjerkoli drugo stranko, ne. Tako da to je včasih res iz trte vzeto, predvsem mlade poslance, ko poslušaš nekako so njim dali ljudem glas, ne. Ne. Dali so politiki, katera je to zastopala in katera vlada pride, tako je pač naš sistem narejen drugače na evropskih volitvah, ker daš ta preferenčni glas, ne, tam je drugačna zgodba, ampak v državni zbor pa vemo, kako ta zgodba poteka, ne. Tako da ja, ne, to zdaj nekateri poslanci to malo drugače predstavljajo, ne, je pa cilj predvsem meni, no, in jaz verjamem, da marsikaterim mojim kolegom delati za lokalno okolje, ne, ker tam si bil izvoljen, tam te ljudje poznajo in tudi cilj je, da čim več denarja potegnemo ven z Ljubljane in ga prenesemo v lokalno okolje, da se tam porablja, ne, ker denarja je dovolj, čeprav se to vedno narobe sliši, ne, denarja je dovolj, samo treba ga je pripeljati z Ljubljane v lokalno okolje, v občine, kjer ljudje dejansko občutijo ta vpliv, ne. In tudi manjše korupcijsko tveganje je, če ti narediš v projekt v Kungoti, v Šentilu, v Pesnici, ko pa recimo v Ljubljani, ki se menimo 400 milijonov, 500 milijonov, ne. Ker če tam nekaj zmanjka, ne, doben niti opazi, ne. Ko pa bi se to zgodilo v Kungoti, da zmanjka 1 milijon evrov za investicije, verjemite, župana obesijo, ne, ker pa če vidijo, ok, mi nimamo investicij, nič se ni zgradilo, ni se zgradilo cest, ni se, ne vem, pomagalo pri kanalizaciji, pri gradnji vrtca in tako naprej, ne, in tega se treba zavedati, ne. Kar pa se tiče, da se še malo vrnem na mlade, ne, na ta mladinski del, ne, poslanskega dela, ne, jaz sem mogoče eden redki, ki je res začel na stojnici, ne, se pravi od začetka, ne, jaz nimam starša ne v politiki, ne nikjer, ne, moji starši so se naknadno včlanili v stranko, ne, in jaz mislim, da je naša stranka edina ta, kjer se tudi nihče, ne, praktično, ko prideš v stranko, lahko en dan postaneš poslanec oziroma funkcionar stranke SDS, ne, in to jaz mislim, da je predvsem dodatna vrednost naše stranke, ne. Jaz sem res načel na stojnici, zastave sem talal, pa delil takrat za evropske volitve, pred mislim, da 8 leti, letake, ne, in potem hierarhiji, ne, od SDM-ja, do vsega tega nekako zgradil to neko kariero, pa tudi SDM, jaz sem zelo vesel, da je ogromno novih mladih, ne, kot te in še ogromni drugi, ne, več kot 3500 mladih, ki se pridružijo naši veliki družini, ne, ni bilo vedno tak, ne, tako da, bilo nas je bistveno manj včasih, ne, in zdaj smo res v neki rasti, jaz tudi verjamem, da se bo vedno več se pridružilo, predvsem pa je to cilj, ne, da tudi mladi smo tisti, še šteje med mlade, 26 pa ne, evo, kdo zamenjal, smo tisti, ki moramo Slovenijo spremeniti in moramo biti njen glas, ne, in jaz sem res vesel, da je ta vlada je nastala na temelju mladih glasov, to je dejstvo. In zato bodo tudi mladi glasovi upoštevani toliko v parlamentu, zato tudi imamo predsednika vlade, ki se tega zaveda in glavni poudarek te vlade bodo mladi v 4 letih, ne, in jaz sem izredno vesel, da nam je to uspelo, izredno vesel sem, ko vidim, koliko se jih pridružuje, koliko se jih tudi vključuje v te procese, ker vse je možno, ne.
v stranki naše se res da ogromno narediti, res se da ogromno pomagati, hitro si vidi na kameri, ne, imamo močna socialna omrežja, želimo si te raznolikosti, ne, iz posod krajev in predvsem, da se mladi začnejo boriti in se zavedati, kaj politika pomeni, ne, ker politika je v bistvu posod, ne, in prav je, da se vključijo, prav je, da smo se aktivirali, je pa res, da politike je včasih tudi težko, ne, tudi o tem je treba govoriti, tudi sam sem imel par trenutkov, ko bi včasih obupal, ker mi je pač že šlo vse do tu gor, ne, ampak mi imamo takega predsednika, ki si nikoli ne bom pozabil, je rekel, Luka, idi jest na spise, to ponovi še enkrat, pa pridi do mene, ne, in tako da, in na ta način sem tudi jaz ostal v stranki in jaz verjamem, da bom tudi jaz marsikomu uspel pomagati, pa tudi takrat, ko vse ne gre po planu, ne, tudi življenje marsikdaj ne gre po planu, ne, in bori se, trudi se in jaz mislim, da bo to na koncu tudi nagrajeno, ne. Ne vem, kako ti vidiš, ampak jaz opažam, da vzdušje trenutno pač med mladimi in nasplošno med ljudmi je zelo pozitivno, je pa tudi polno pričakovanj, zdaj, ko se je v bistvu, ko smo dobili vlado, ne. Ni tako, kakor zdaj hočejo levičarji glih predstaviti, ko so, ne vem, prišli s Črnokotsko neki protestirati kvazi. Ni tako vzdušje, to se trudijo, da bi tako prikazali, ampak ni. Ampak ta pričakovanja so pa zelo velika in zdaj, ne vem, mogoče je treba tudi ljudem objasniti, da glih v enem tednu se zdravstveni sistem ne bo pač mogel postaviti na noge, glede na to, koliko je bilo slabo zdaj, ne, ali pa tudi veliko drugih stvari. Zdaj glih, ali pa tudi en mandat je lahko zelo malo časa, da ti probaš popraviti neko toliko veliko krizo, kakor se je zdaj pač naredila v teh 4 letih. Ne, gled, jaz imam tu malo drugačno mnenje, ne, jaz pravim, mi moramo od prvega dneva štartati na polno, ne, in tudi naš predsednik, tako sem rekel, že dela, ne, že ima mednarodne obiske in tako naprej, in ta vlada mora biti operativna in mora biti za ljudi. To smo obljubljali, s kombijom smo se vozili 90 in mi tega ne bomo pozabili. Jaz še vsem obljubljam, doben ne bo pozabljen. In mi bomo dosti na terenu, tako sem enkrat rekel, ne, da moja punca ni zadovoljna, da prevzemam to funkcijo, ne, ker se zaveda, kar pač to prinese vse zraven, ne, in ne, absolutno, jaz 200% prepričam, da ta vlada bo najbolj operativna do zdaj in bomo pokazali rezultate, ne, vemo, pričakovanja so ogromna, tudi sami imamo smo imeli izredno močen program, ki so ga očitno ljudje spoznali, mladi prepoznali in ja, jaz verjamem, s prvim dnem štartamo in res pa je, da moramo tudi mi znati pokazati naše uspehe, kaj smo vse uspeli narediti in verjamem, da teh bo ogromno. In to je vlada, jaz mislim, da se ne bo dalo ustaviti, ogromno je nekih teh Black Cube-ov, pa Jaše Nulo in tako naprej, ampak morate vedeti, prvi dan 20 ljudi tam protestira, oprostite vsem dolžnim spoštovanjem do teh 20, največ je bilo novinarov pa policajev kot tistih 20 pijancev, ki so se pač tam bili z rusko zastavo, s palestinsko zastavo, samo slovensko ne, tako da vemo, koliko je tem ljudem opcija slovenstvo, ne, ampak najbolj mi je pa bil dober primer, ne, mi pa smo bili v neke 500 metrov stran, ne, kjer je bil predsednik med ljudmi, kjer smo v bistvu proslavljali ta njegov mandat in ogromno ljudi se je prišlo z njim slikati, bil v centru Ljubljane in to je način, mi se ne smemo strašiti, ogromno bo nekih pritiskov, ampak ta vlada ima podporo ljudi, ima podporo ruralnega odpoborja, ima podporo mladih, v takem številu, ki še ga dobena vlada do zdaj ni imela in s tem je treba začeti. Ne se strašiti, tudi bodo pritiski, tudi bo Jaše Nulo kolesaril, ne vem, kaj se bo dogajalo, ampak gledajte, mi moramo takrat stopiti, zavedamo se, za kaj se borimo se za Slovenijo in jaz mislim, da ta mladi duh in v tem, da se v Sloveniji da nekaj spremeni, da smo Slovenci tudi tisti, ki to zgodbo peljamo in v bistvu čuvamo našo državo, ne, na koncu nas je 2 milijona, jaz pravim, da prelepi in premali smo, da bi s kom to delili, ne, in če se malo še povežemo na aktualno, ne, tudi recimo zdaj se v medijih najbolj pojavlja ta strašanski umor Henryja Novaka v Angliji, ne, ker je bil brutalno ubit strani, ko je v bistvu šel pit ven, ne, z 18 leti, šel do bara, trezen se vračal domov in bil ubit strani ilegalnega imigranta, ne, potem še celo policaji niso verjeli, da ga bodo in res grozna situacija, ne, in mislim, da to vse nam da opomin, da hvala Bogu, da imamo desno vlado in hvala Bogu, da se to ne bo zgodilo, zato ker vsak mora vedeti, mi smo tu tudi za tiste starše, ko ob 2 čakajo hčerko, če pride domov, zato ker to se ne sme v Sloveniji zgoditi in tu je ničelna toleranca. In jaz verjamem, da imamo notranjega ministra Franci Matoza, ki je bil policaj, ki se spozna na stvari in to moramo ubraniti.
ne, ker do tega ne sme priti in jaz mislim, da smo tudi mladi tisti, ki imamo ničeno toleranco do nasilja, ničeno toleranco do ilegalnih migrantov in to se more zgoditi. Še enkrat prelepi in premali smo, da bi s kom to delili. Se absolutno strinjam. Komentarji, absolutno se strinjam. Ampak vendarle se pa zdaj v parlamentu dogajajo spet, mislim, Lena Grgurevič je ta teden spet imela izpade, so spet mogli skoraj da ne mikrofoni štikarja potegniti, da so umirili. A se bo to kdaj umirili ali bojo to zdaj 4 leta nabijali? Glede, jaz mislim, da ona je tako osamljen primer, sicer moramo reči, ne, od te gibanja Svoboda, drugi se mi zdi, da so se kar pomirili, pa se kar zavedajo, da pač ta vlada bo in da preko tega ne gre. Ne. Res je, da ta njena gostilniška debata, ne, res me boli, da je Mariborčanka, ne, da moramo pač Mariborčani to gledati, ne. In tudi marsikdo iz leve strani ne reče, da to je, da ne more verjeti, da tako prostaška gospa predstavlja Maribor, ne, in jaz pravim, da ga ne, ampak predstavlja gibanje Svobodo. Moram reči, da sem bil izredno vesel, ko je bila gospa izvoljena, ker to je zelo dobro za Slovensko demokratsko stranko v Mariboru, zato ker tako sramoto, ko ona dela levemu polu, take slabe reklame si mi ne moremo želeti, ne? Tudi če bi jo hteli, si ne moremo zgraditi Lene Grgurevič in njenega res prostaškega obnašanja, ne? In ja, definitivno, ne? Ona res je prav smešno gledati, ne? Kaj se s to gospod dogaja, ne? Mogoče jaz ne bom trdil, kaj se pri njej doma dogaja, ampak te neke njene izpadi so praktično izpod vsakega nivoja, ne. Bom pa rekel, da je to izredno negativno vpliva tudi na levo stran v Mariboru in moram reči, da marsikateri pustimo neko desno bazo, ne, ali pa vemo, da tisti so tak ali tak proti, ne, ampak pogledaš tudi pri levih, ne, rečejo, joj, to pa je res groza, ne, in marsikdo se obrne stran, ko vidi, sem zato, da ga ona ne vidi, ne, ker to je postalo res sramotno, ne, in mislim, da se bo tudi gospa Lena skozi ta mandat marsikaj naučila in predvsem se naučila tega, če pa gospa pač ne pozna sramu, pa in ne moramo pomagati, ne. Naj nam dela še naprej reklamo, tako kot jo dela zdaj. Prej si rekel, da bo vlada takoj zdaj začela že delati, ampak zdaj prihajamo v nek poletni čas, ko bojo parlamentarne počitnice in tako, a to kaj vpliva na sprejemanje zakonov in tako? Ali? No, sprejemanje zakonov sigurno, ampak vlada ima ogromno operativnih sposobnosti, ne, ogromno se da izven teh parlamentarnih počitnic narediti, ne. Verjamete mi, pri predsedniku se ne počiva, verjamete, imamo predsednika, ki se res ne počiva in ne verjamem, da bojo ministri imeli kaj dopusta, mogoče malo, ampak mislim, da bo kar precej divjo leto, bližajo pa se tudi lokalne volitve, ne, in jaz mislim, da na tem moramo že graditi, ker na vokalnih volitvah je tudi potreba pokazati naš glas, v bistvu SDS je že 6-krat zapored zmagal lokalne volitve in na teh volitvah moramo zmagati še močneje, ne, da ta vlada dobi podporo tudi lokalnih oblasti in da bomo lahko projekte premikali izven Ljubljane, ne. Ta vlada ima prvič resno strategijo decentralizacije Slovenije, kar je izrednega pomena, sploh za nas, ki prihajamo izza Trojan, tudi ministri, mislim, da jih je kar 6 prihaja izza Trojan, se pravi, da imamo res vlado, ki je tako po ženskem spolu, ne, 5 od 15, tako po tem, da prihajajo praktično iz vseh koncev Slovenije, izredno raznolika in jaz mislim, da bo tu decentralizacija potekala na polno in tu se želimo tudi pomoči lokalnih oblasti, da so veseli, da neko urad, ministrstvo pride v njihovo lokalno okolje in da se tu začnejo stvari odvijati, ne, ker morate vedeti, če se neko ministrstvo pripelje v drugo mesto, to premeni 600 delovnih mest ali več, ne, in jaz verjamem, da se bo to zgodilo, s tem pa tudi je treba nekako, bomo rekli, oddušiti Ljubljano, ne, ker Ljubljana je praktično zadušena, ne, jaz sem rabo iz Maribora do sem 3 ure, ne, mislim, da to je že malo nehumano, ne, ker do Dunaja, do Maribora, če bi šel bi nekje 5 ur rabo, ne, do Ljubljane pa, če se zgodi kakšna nesreča ali pa če je malo večja konica, traja tudi si kar lepo čez 5 ur, ne, in jaz mislim, da tudi to je treba poskrbeti in gre vse v dobro smer. Nisem drugače zasledila, se bojo ministrstva tudi kaj predstavljala svoje sedeže izven Ljubljane? Ja, definitivno, kohezija, se pravi, tam je ministrica Monika Kirby-Šerojs je že napovedala, da se bo to ministrstvo selilo v Maribor, verjamem, da se še bo kjero drugo, ampak po mojem bo tudi zato odvisno, kje bojo prostori, ne, ker treba je tudi vedeti, ogromno velikih pisarn rabiš, ne, da lahko premakneš celotno ministrstvo. Jaz mislim, da je to, bo pa predvsem šli tudi uradi, ogromno uradov imamo v Ljubljani,
lahko grejo izven, ne, in tudi to je del tega decentralizacije. Je pa res, da to se mora v teh 4 letih zgoditi. Je pa to veliki zalogaj za ministra in za obstoječo ekipo, ne, da praktično celotno ministrstvo premakne z enega konca Slovenije v drugi. 4 leta ima časa in jaz verjamem, da se bo to mora začeti prvi dan tega mandata. Ja, je pa to pač priložnost tudi za ljudi, ki živijo pač na nekem pač odročnem območju, da pač dobijo službe, ne, in da se ne rabijo voziti za neko tako službo v Ljubljano, tako kot ste rekel, 3 ure. Ne. Ja, vsekakor, ne, pa tudi cene stanovanj, ne, moramo vedeti, cene stanovanj so v Ljubljani prepihnjene, ne, in tudi tu se bo zmanjšal pritisk na Ljubljano, ne, in to bo vsem pomagalo, ne, in tudi to je eden od naših glavnih ciljev bil stanovanjska politika, katero bomo tudi začeli od prvega dneva delati, ne, in moramo doseči padec cen nepremičnin na trgu, ne, predvsem pa moramo razumeti, ne, da imamo 2 trga, ne, imamo najemni trg in imamo prodajni trg nepremičnin. Ta vlada tega ni razumela in še ga danes ne razume. Imamo 2 trga, katerim je treba uravnavati in s katerimi se je treba spopadati, ne, in mi bomo tako z interventnim zakonom, se je že nekaj začelo z najemnim trgom, se pravi, da se je znižal DDV na najem in tudi pomoč pri mladih družinah, dolgoročni najemi. Ne, je to izredno težko ceno spustiti, ampak jaz verjamem, da smo nastavili prave mehanizme, kjer se to bo zgodilo, ne. Ko morate vedeti, če ti povečaš iz 15 na 25, se bo podražitev zgodila takoj, če pa ti zmanjšaš iz 25 na 15, sploh takrat, ko je se pravi, kjer je pomanjkanje stanovanj, ne, pa se to ponovadi ne zgodi zaradi konkurence, ne, in zavedamo se, kjer so problemi, imamo rešitve in moramo jih začeti delati takoj. Okay. Luka, hvala ti, ki si prišel, bil moj gost. Hvala tebi, jaz upam, da še boste delali, da še boš delala s tvojo ekipo tako naprej in ni popuščanje, ne, ali kak je zdaj izraz. Hvala vam, ki ste nas gledali, zafollowajte nas na naših profilih, pa se gledamo naslednji teden. Čau, čau.